Ste se kdaj vprašali, zakaj je hiša Pepa Pujsa na vrhu hriba, kot da bi bila grad grofa Drakule? Joj, kako strašljivo, jaz grem! Ali pa, zakaj je znotraj videti kot neskončna vila? No, prijatelji, to je nekaj skrivnosti hiše Pepa Pujsa. Ampak ostanite, če jih želite odkriti tiste, ki vam bodo raznesli možgane. Če niste vedeli, je leta 2023 nekdo, ki ni imel veliko za početi, našel hišo sredi polja, ki je bila preveč podobna hiši Pepa Pujsa. Za trenutek je oseba mislila, da je pojedla preveč Marijovih gob, a je nato ugotovila, da je to dobesedno hiša Pepa Pujsa v resničnem življenju. Imela je svojo klasično rdečo streho, trikotno obliko in seveda je stala sredi hriba, ker je očitno to najljubši kraj Pujskov. In ja, saj veste, kakšni smo. Potem so se mnogi začeli spraševati, če hiša Pepa Pujsa obstaja v resničnem življenju. Kaj pa še iz tistega sveta? Tudi to obstaja. In bum, prijateljčki, tam smo postali kot odvisniki od Coca-Cole. Iskali smo, kaj bi še lahko bilo resnično. Ker se sprva vse zdi zelo nedolžno. To je Pepa Pujsa, mama Pujsa. Jurek s svojim očkom, ki zgleda, kot da bo doživel infarkt, ko se vzpenja na hrib. In ja, ampak zakaj za vraga je hiša Pepa Pujsa od zunaj videti kot skromna hišica? Tukaj komaj da spraviš noter posteljo in mešalnik. Ampak znotraj ima dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico, stopnice v neskončnost in še dlje. In še vedno ostane dovolj prostora, da očka Pujs prileti na tla z obrazom naprej. Ne, to je noro. Mislim, kako so to naredili? Zakaj moja hiša ni taka, stari? Jo je zgradil Dr. Strange? Ker ko gledaš hišo od zunaj, niti George s svojim dinozaurom ne bi mogel noter. In to še ni najbolj čudno, ker v eni epizodi mama Pujsa omeni nekaj, kar sploh nima veze. Pravi, da je v kleti svetilka. Mislim, da je v kleti svetilka. Kleti. Naredi ti. Prasec, tukaj ti nihče ni zaposlen. Naredi. Klet. Ponavljam, klet. Mi hočeš reči, da ima tista majhna hiša na vrhu hriba, ki je videti kot slabo prepognjen trikotnik, klet? Kje? Pod hribom? V notranjosti gore? Zakaj tam ne govorimo več o hiši? Potem je to bolj nek prekleti sovjetski bunker. Ekstra, 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 ekstra velik. Mama Pujs to reče, kot da je to nekaj povsem običajnega. Kot da bi vse družine Pujskov imele klet pod hribom. Ne, gospa, raje mi razložite, naj mi nekdo razloži. In potem pride še ena epizoda, ki vse skupaj še poslabša. Tista z avtodomom. Družina vstopi v avtodom, ki je od zunaj videti majhen. Ampak znotraj ima postelje, prostor, shrambo in vse ostalo. Se pravi, avtodom ima tudi sindrom tovarne iz Poppy Playtime. In Pepa se ne prestraši. Torej, kakšna britanska čarovnija je to? In najbolj noro je, da Pepa pravi, da je videti kot njena hiša. Hiša na kolesih je kot naša hišica. Kako smešno! In ona že živi v hiši, ki vsak dan krši zakone fizike. Za Pepo je vstopiti v nemogoč prostor kot reči, ja, kot pri meni doma. Morda je tisto, kar vidimo na vrhu hriba, samo vhod, ampak prava hiša je spodaj, znotraj hriba, različica za prašiče milijonarje. Ker resno, si predstavljate, koliko stane izkopavanje? Izkopati hrib? Mislim, so to naredili z letečimi stroji ali kaj? To je edini način, da mi ima klet sploh kakšen smisel. Torej, hiša Pepe ni na hribu, je v hribu. Se pravi, Pepa ima za hišo kar hrib, prijatelji. Ampak počakajte, ker je celo mesto tudi zelo čudno. Ste opazili, da so skoraj vse hiše v risanki Pepa Pujs na hribih? Nihče ne živi na običajni ulici. Ni hiš, ki bi bile skupaj. Vsi živijo ločeno, dvignjeni, kot da bi bilo mesto zasnovano proti cunamijem. In prav tam pride na vrsto epizoda o poplavi. V tej epizodi lahko vidimo, kako nastane biblični potop. In voda narašča in narašča. In za trenutek se zdi, da bo vse poplavljeno. Ampak voda nikoli ne pride do Pepine hiše, ker je previsoko. In ne samo Pepina, tudi ostale. Kot da... Dobro. Prerok bi napovedal, da bo to mesto nekoč poplavljeno. In potem pride še nekaj bolj sumljivega. Ime mesta.
ker se kraj ne imenuje nekaj kot prašičja posest. Ali vas svetega prašička v kotu? Ne, imenuje se Pepino mesto. Kaj? Oprostite. Zakaj se celo mesto imenuje po 4-letnem norem dekletu? Predstavljaj si, da bi se tvoje mesto imenovalo Kevinlandija. Kako ste? Tukaj smo v epizodi Kevinlandija. Brandonopolis, kaj za vraga, stari. Torej, vprašanje je, zakaj je Pepa tako pomembna? In tukaj postane vse še bolj čudno, ker se Pepa ne obnaša kot običajna deklica. Pepa daje ukaze, popravlja odrasle in misli, da je diktatorka tega kraja. In najhuje od vsega je, da jo vsi ubogajo. In obstaja epizoda, kjer spozna kraljico Anglije in jo pozdravi, kot da ni nič posebnega, kot da bi bili prijateljici že leta. Pepa pride k kraljici in ji v bistvu reče: vi pojdite v blatno lužo. Ne. Ne morate ubiti blatne luže, morate skočiti vanjo. Ustavi se. Ustavi se! Morate nositi svoje škornje. In kraljica ga uboga. Brah, predstavljaj si, da imaš 4 leta in daješ navodila britanski monarhiji. In za spremembo se kraljica ne jezi, samo uboga. Torej, ena od dveh stvari. Ali je bila kraljica skromna, ali pa ima Pepa status, ki ga mi ne razumemo. Živijo fantje in dekleta! Smo v mojem intru. 3, 2. 1. Morda je njegova družina ustanovila mesto. To je že precej čudno, prijatelji. In s tem se mi poraja naslednje vprašanje. Kaj se je zgodilo v mestu Pepa Pujsek, da so se odločili živeti v oblakih? Ali morda mislijo, da se je zgodila katastrofalna poplava in so se zato odločili zapustiti svoje hiše ter jih postaviti na vrhove hribov? Kajti, če pogledate pobliže, je zasnova mesta in njegova razporeditev videti precej strateška. Na vrhu hriba ne verjamem, da bi prišli plenilci. Celo poplava ni dosegla nobene hiše. Torej so imeli vsi ti prašički že izkušnje. In zato so vse hiše takšne. Verjetno so bili predniki družine prašič tisti, ki so to priporočili. In prav zaradi tega v čast družini prašič so vas poimenovali tako. Ne samo zato, ker si Pepa domišlja, da je kraljica in ima vso moč v vasi. In to so logične razlage, ki jih sam najdem za te skrivnosti. Kar pa si res ne znam razložiti je, kako ogromne so hiše od znotraj. Zato mi povejte, če bi radi videli, kako velika je hiša Pujse Pepe v resničnem življenju v videoposnetku. No, to so bile ene izmed najbolj čudnih stvari, ki smo jih našli v svetu Pujse Pepe. Pustite v komentarjih, če poznate še kakšne druge stvari. Ali če bi radi videli video o najbolj absurdnih napakah Peppa Pink, beremo vaše komentarje. Se vidimo v videu. Adijo!